Dober dan, lepo pozdravljeni v prostorih Nove Slovenije. Golobova vlada še naprej izvaja ideološko čistko. Ustvarja nove razredne sovražnike. Po obrtnikih, podjetnikih in kmetih so sedaj na vrsti še sobodajalci in zdravniki. Vlada želi na silo ločiti sistem državnega zdravstva, koncesionarjev in zasebnikov. Golobova vlada se je tega lotila tako kot zna, s kladivom, arogantno, populistično in brez ustreznih strokovnih podlag. Morda so rešitve na prvi pogled všečne. V Novi Sloveniji pa že danes napovedujemo, čakalne dobe v slovenskem zdravstvu se bodo drastično podaljšale. Že od začetka stavke vlada daje zdravnikom jasen signal, da so nezaželjeni. Pač razredni sovražniki. Odhod zdravnikov k zasebnikov pa bo množičen. Zgodilo se bo to, da bodo zdravniki, ki jih sedaj izganjamo iz javnega sistema, na koncu po pogodbi delali za ta isti javni zdravstveni sistem. In to bo dražje. Na isti način so se lotili ukinjanja zdravstvenih zavarovalnic. Obljubili so 50 milijonov evrov prihrankov. Samo letos pa bomo iz proračuna za ta namen dali 200 milijonov evrov. Pacient ni pomemben. Številke ne igrajo nobene vloge. Pomembna je zgolj ideologija. In ideologija bo prinesla zelo boleče posledice. Najkrajšo pa bodo potegnili pacienti. V Novi Sloveniji menimo, da vlada dela strašansko napako, ki bo vodila v dokončno privatizacijo slovenskega zdravstva. Če se vlada odloči za to pot, bi morala nujno predhodno urediti sistem javnega zdravstva, predvsem da bi posloval učinkovito in dobro organizirano. Zagotovljene bi morale biti operacijske dvorane, sodobna oprema, kadri, izboljšati bi se morala organizacija. Šele ko bi se uredil sistem javnega zdravstva, bi vlada lahko začela zdravnikom odrejati, kje in kako in koliko časa lahko delajo. Za Novo Slovenijo je ključna realizacija programov, da se delo naredi, da pacienti pridejo na vrsto. Vse razvite evropske države imajo javni zdravstveni sistem, organiziran po načelih sinergije. Iščejo komplementarnost, dopolnjevanje med javnim in zasebnim sektorjem. Pri nas se veliko govori o anomalijah v sistemu, kako koncesionarji preprodajajo koncesije, o tem, kako zdravniki v službenem času delajo pri zasebnikih. Ampak potem je potrebno odpraviti najprej te napake, ne pa s kladivom porušiti cel sistem. V slovenskem zdravstvenem sistemu imamo resen problem. Aprila je število vseh čakajočih na zdravstvene storitve znašalo 304.298. Od teh je bilo nad dopustno čakalno dobo skoraj 148.000 pacientov. V enem mesecu se je število nedopustno čakajočih povečalo za 2.700 pacientov. Število čakajočih se je v enem mesecu povečalo za tako visoko številko. Če vsi stopimo skupaj in če izkoristimo vse zdravstvene kapacitete, ki jih imamo na voljo, lahko čakalne vrste močno skrajšamo. Izboljšamo lahko dostopnost čakalnih dob, pa niti s koriščenjem vseh kapacitet ne bomo morali popolnoma odpraviti. Zaradi neaktivnosti in napačnih potez v preteklosti smo pač zabredli pregloboko. In ta ideološki boj traja že res preveč dolgo in kratko najbolj vlečejo pacienti, bolniki, ki potrebujejo hitro oskrbo. In zato se vedno znova potrjuje, da je edina rešitev za slovensko zdravstvo program Nove Slovenije. V središču je potrebno postaviti pacienta, ki prosto izbira, kjer bo opravil zdravstveno storitev, v državnem zdravstvu, pri koncesionarju ali zasebnikov. Storitev ne plača iz lastnega žepa, ampak se plačilo izvede iz naslova zdravstvenega zavarovanja. S tem vzpostavljamo večjo konkurenco med ponudniki zdravstvenih storitev, denar
zagotavljamo seveda boljše storitve in pacientu zagotavljamo možnost izbire. Denar mora slediti pacientu. Slovensko zdravstvo se potaplja. Ko se je potapljal Titanik, nihče ni gledal, pod katero zastavo plujejo ladje, ki so prišle na pomoč. V Sloveniji delamo ravno to. Na silo izganjamo zdravnike v privatni sektor. Posledice za paciente bodo boleče in dovolj je razrednega boja in ideologije na plečih pacientov. Iz teh razlogov je Nova Slovenija zahtevala izredno sejo odbora za zdravstvo, da vlada predloži izhodišča novele zakona o zdravstveni dejavnosti in predstavi analizo, kako bodo te spremembe vplivale seveda na javni zdravstveni sistem. Da pripravi vlada ustrezno zakonodajno rešitve, ki bo za dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in odpravo čakalnih vrst vključevala vse razpoložljive kapacitete. In še nekaj, pri pripravi zakonodaje naj sledi zdravstvenemu programu Nove Slovenije, ki edini prinaša prave rešitve, tako za javni sistem, kot tudi za paciente. To je zelo pomembno. In še enkrat, denar mora slediti pacientu.